The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Pozdravljeni sončki, nov kolesarski čvek, danes je z mano spet Petra. Kaj bi vedeli. Bogim že. Ona je že taka zvezda, zdaj je rabila 20 minut, da je šla se sam preobleč, pa da je prišla nazaj, zato ker njo vsi hočejo. To v lokalu se vsi hoče sam s Petro pogovarjati. To Petra. Ona je največji kolesarski influencer v Sloveniji trenutno. To je noro, pač take zvezde in da je kle zraven mene to v tako čast. To je noro. Zakaj se smejo zraven? Jaz sem brez besed prvič, zdaj se tega zavedam, jaz sem čist brez besed, tako da dobrodošla vaše veličanstvo. Evo, zdaj mi spet, ki je ta ego že stopil v glavo, ne, spet nisem dobil kave. Daj se nosim pa tu hitro preletela, bom ti pa prinesla eno. Bom ti prinesla pol eno. Danes, samo to, da vam na hitro povem, o čem se bo pogovarjala, sicer ima Petra najbrž še kaj. Logičen Giro, pizdarija, ki se je zgodila na dirki po Italiji za ženske, ker to je pač sramota, ocenjevanje koles, pol, kje bo ta teden zdaj velo izlet, runde, pol morajo pohvaliti vse naše, ki so bili na Alpah, pa še kaj. Pa je pa to. Pa Petra ima zihar še kakšno sladko. Tako da nič, največji influencer slovenski, gospa Petra Baus, sedaj vam predajam besedo, povejte, kako se počutite. Jaz se danes počutim res fantastično. Sploh kako se ne bi, če si me tako lepo predstavil in pohvalil. Kaj se ne bi tako dobro počutila? Ja, no, tako da v bistvu vikend je bil ful pester, a ne? Ja. Sobota je bila lep izlet. Ja. Tok ste ga gonili, da je bil Mirsa crknen. Ne vem, zakaj ste ga mogli tok goniti. Pa se ga nismo tok. Sam pol od Črnivca do Ljubljane je šlo malo bolj. Je rekel, da si tok tišel k pri norcih. Sva se prav pogovarjala, res kako imaš ta power lahko za tistih 5-10 minut ti gre res noro po, ne vem, kje je ti ta energija, toliko moči, toliko vatov, da lahko ti pritisneš? No, nadaljuj. V glavnem, a tebi je bilo lepo? Je bilo v redu izlet? Ja, zelo lušten, ful moram pohvaliti enih parih, Žiga se je ful dobro pelil, je bil na oba dva vzpona ta prvi gor. Tako da, ja, mislim, jih je bilo kar enih par tako, ko so se res zelo dobro pelali, mene je, ja, no, nima veze. Skratka, dobro smo šli, cesta tam od Lipe pa do Črnivca, en del je bil ful lep, na Črnivc na žalost nismo vedeli, je po moje 1 kilometer makadama. Ja, Tako slabo. da je to, ampak ja, pol iz Črnivca dol je pa pač letel, na žalost je šlo malo prepočas, ko sem mogel konstantno čakati, ampak ja, lej. Bilo je super. Jaz sem bil orang zgonen, tako da sem bil včeraj tudi jaz kar poklepan orang. A si bil pol zmatran tudi vsi ti? slikce imate, se pravi vsi, ki ste v klubu, imate zdaj dostop do slik, enih 126 fotk je gor, tako da si lahko pogledate na spletni strani, imate vi dostop in ja, si lahko zloadate, če ste kje gor, tako da. Ja, no, to si pa lepo naredil. Ja. Ja. Pol morajo pohvaliti, naših je šlo kar nekaj tudi na Alpe, ne? Ja, in to so se kar dobro odrezali. Ja, vsi so šli po 4 ure, vsaj večino s temi, ki sem se jaz pogovarjal. Tako da vsaka čast, Lovše je bil 5, je prišel s ta prvo zasledovalno skupino, se pravi 2., 3., 4., 5 so prišli skup. Ja. Lovše je bil bolj še na vzponu na Kum, je bil 4. četrti. Kako je šlo tebi na vzponu na Kum? Ja, meni je šlo ful dobro. Moram se pač, mislim, dosegla sem točno to v 1 uro čas, kakor sem si ga zadala, da bo, in v bistvu sem imela čas točno 1 uro pa 16 stotink. Tako da tudi mi je bilo všeč, zato ker sem se po temu na koncu še vsem dobro počutila, nisem bila tako mrtva, da bi zdaj rekla, zdaj pa nič več ne morem, cel dan sem čisto gotova.
tako da so noge ostale močne, lahko danes spet naprej funkcioniram. In šla sem tudi po teh številkah, kot mi jih je Blaž iz Human Performance Centra nastavil nekako, za cel sem se tudi držala res teh številk. Čeprav se v bistvu v začetku vzpona ne moreš držati toliko nizkih vatov, ker je toliko strmo, da greš malo česa, ne, čez te številke, ampak pač pol malo poravnaš te številke lahko, da se da. Moram pohvaliti enega, sem posnela, ti bom dala posnetke lahko za četrtek za kolesarsko kulturo, ker je bila fenomenalna organizacija, tako kar se tiče same organizacije, res vse poskrbljeno, že na štartu smo imeli vodo, napitke, lepo so številke potala, vsi prijazni, ves čas je bila ena gospa, ki je napovedvala, pač opozorila, dajala po mikrofonu, ne, tako da se je vse tudi tam slišali. Žal se je zgodila ena nesreča na ogrevanju, ne vem kdo, z imenom pa priimkom ne vem, je med ogrevanjem že pol ure, preden bi mogli štartati, na spustu iz Kuma, nekje na začetku vzpona, letel iz ceste, se je bajetok razbil in ga je mogel priti helikopter iskat. Tako da, dobro, to ni napaka, to ni problem organizatorja, problem je bilo, da se pač nekdo na ogrevanju, ne vem zakaj se je ogreval navzdol, ker je bil vzpon in škoda, da se je to zgodilo, no. Glede na to, da to ni bila dirka, ne, jaz ne zastopam, da ti med dirko pride do nekih nesreč na spustih, ne pa da se ogrevaš in se razbiješ, ampak tudi to se dogaja. To je tisto, kar res skozi govorim, da spusti, ja, na dirki, tam se lahko stvari odvijajo, če si pa ti na nekem treningu, pa ne vem, zakaj je treba na spustu prebijati pa previjati. Tako da ne vem, da je bila kar hujša poškodba, nič pa ne vem kdo pa kaj, tisti, ki vejo. Tako da drugače pa fantastičen, bilo nas je kar nekaj žensk, moram reči, da vse, kar sem videla, sploh žensk zelo pripravljene, tako da sem imela kar, moram priznati, malo strahu na štartu. Ja, ko to vidiš, pol veš, da bo šlo zares. In pa sem se držala enostavno teh svojih številk. Imela sem na koncu občutek, da bi mogoče lahko od začetka se ne toliko šparala, ker so me vsi toliko prestrašili s tem, da ne smem prehitro začeti, da moram se paziti, da moram paziti prve 3 kilometre. Tudi Lovše, ko sva se skupaj ogrevala, ker je bil pol prestavljen štart za 1 uro, mi je dal tudi ta, pač tudi, da naj pazim, ampak se pravi, tokrat je bilo to ponovljeno, da nam preveč hitro šla prve 3 kilometre, da sem mogoče šla malo, bi lahko šla mečkan več ta začeten del tam do te prve vasi, Dobovec, bi mogoče lahko še vač šla več, pa ampak ja, se pravi, je pa tako na vzponih, čisto drugače na kakšni dirki, ker si sami sabo in je zelo fajn, če poznaš vzpon. Tukaj se je tudi videla prednost teh Trboveljčanov, ki so bili, kako so lepo temperali cel klanc. Tisti, ki so bili mali zdrge, zdaj so jih je kar veliko pocrkali, ne moram drugače reči, ker so dobesedno oglašvali. In to je res zanimiv pa vzponu, no, da ga moraš imeti zelo čim bolj naštudiranega in se ga da potem lahko verjetno veliko boljš odpeljati. To je ena taka zanimivost meni, nekaj novega. Dirka je dirka, tam greš in šibaš, razen če ti kaj ne, kakšni krči ne zagrabijo. Tako da drugače pa organizacija pa fantastična, moram reči. Tako da v primerjavi z Gran Fondo Alpe, jaz sem nekaj tam kar pokomentirala, ker smo mi pol tam kar nekaj časa posedeli tudi s Simonom pa z Urošem, ki sta res dobro odpeljala traso. So bili tudi zelo razočarani nad tem, da na začetku, na štartu ni bilo nobenega, ki bi kaj govoril, kaj povedal. Niso vedeli niti, da je na spustu iz Črnivca, ker oni so imeli pa na spustu ta Makedam, da je to bilo ne vem koliko kilometer ali koliko tega spusta. Jih ni noben opozoril, da je tam Makedam. In še bil je moker Makedam, tako da so imeli kar pestro tam in recimo take stvari, no, da ni bilo nekih opozoril, to jih je motalo in tudi potem med samim dogodkom ni bilo v bistvu nobenega, ki bi kaj napovedoval. Tudi mi smo tam še dolgo časa sedeli, sploh ne vem, kdaj je bila kakšna podelitev. Tako da je bilo zelo mirno, se je tudi število samih tekmovalcev, ne vem, če jih je bilo sploh 300, pa s tem, da so bile 3 trase. Ena je šla, je bil samo vzpon na Črnivc, ena je bila čez Črnivc, pa potem na Volovjek, pod Volovjek nazaj čez, ena je bila pa pač ta dolga. Ne. In na vseh teh 3 jih je štartalo toliko, tako da kar malno, pak ja. Pa ja, mislim, se najbrž zgli zaradi tega, ker
je organizacija taka, kakršna je. Ja. In odkar, kakor jaz sem prejšnji organizatorji, so jih kar orang hecali in so pola rekli na koncu, da ne bojo se šli več tega, pa pride nekdo drug, pa dela tako malo bolj z levo roko, na srečo se mu vse izide in pač dela še naprej. Ne. Tako Ja, kle so, zdaj sicer ne vem, več je raznih govoric, ampak tisti, ki organizira, jaz ne poznam, kdo je to, ampak da ne bi bilo zelo tako tak odnos do vseh dirk, ki jih ima, da je bila celo izjava, da mu je čisto vsem, koliko jih je kolesarjev na kakšnem eventu njegovemu, da on že toliko pokasira od vseh sponzorjev, jaz ne vem od koga, da vse pokasi, da ne rab, da mu je čisto vsem, koliko jih je. In to so, mislim, tudi razni festivali in tako. Tako da ja, žal. Meni je škoda tega Alpe, Gran Fondo Alpe, ki se zdaj imenuje, no, včasih je bil to Maraton Alpe, a ne se včasih imenoval. Je bilo zelo obiskovan, tudi mi smo hodili vedno to gledati pa navijati, hodili smo na Črnivc, ker je bil to v bistvu zadnji klanc in tam je bilo tudi navijačev, to nas je bilo 500, sigurno gor navijačev, če ne še več. Se pa fora, včasih so tudi profiji vsi vozili Alpe. Ja, tudi ali pa kakšni bivši profiji, pa vedno je kdo prišel. Alpe, se spomnim, takrat, ko je še Štangl vozil, Štangl odpeljati, Brajko je šel odpeljati. Mi smo to kar hodili, no. Mislim, da je bil tudi Mezgec, če ni bil celo. Tako pač je. Ja, tako da pač to so vse teh eventov, mogoče jih je tudi preveč v Sloveniji, pa ne more biti vse. Pa ja, se mi zdi, da ta Maraton Alpe, da je nek tak, Ne, vse mene recimo trasa sama me ful mika, ne. Najlepših maratonov, ki jih imamo v Sloveniji. Ja. Pa ja, mislim, da je že to je po moje za Franjo je bil svoj cajt, je bil pač ta največji maraton, ko vsi, ki so bili pripravljeni, so šli pač to odpeljati. Ja, bil je tudi v tem pokalu, ne, ki je bil Franja, pa Vršič, pa Alpe, neke Alpe pokal, ali kako se je imenoval. In so se seštevki delali in potem ja, je bil sigurno bolj obiskovan. Ja, toč, grejo mi dva. Jaz sem pozabil pohvaliti še Zančke Kovačič zmagal tale Gran Fondo Haiti v Italiji, tako da evo, tisti, ki ne veste, Miran je bil na enemu izmed pač večjih maratonov v Italiji in ga je zmagal, to je bilo 14 dni nazaj. Tisti, ki ga spremljate, ste itak videli, je imel kar neki norih cifar, je tudi povedal, tako da evo, Miran še za nazaj čestitke. Tako da zdaj pa najboljš, a greva najprej zdaj pa na ženske. No, pa iva. Ti si spremljala, kaj se je zgodilo na prvi etapi? Mislim, vem, kaj se je zgodilo, ja. Nisem niti pol sem pač prebrala, pač ko je, ne vem, to ni bilo med takoj po dirki. Ona je dobila roza majico, je imela podeljeno, to sem videla. Ja, ne vem, so zapisali, da glihka je šla na podelitev ali tik po podelitvi so jo poklicali. Nekaj imela je roza majico, jaz sem videla, podelitev sem gledala, imela je roza majico, pa sem pa to prebrala šele potem zvečer. Pa so zgleda tik po podelitvi so jo poklicali. In meni je zanimiv, pač razumem, da ti dajo pribitek, ne vem, da ti kasirajo tam neki denarja, pa kaj sem kaj. Že to, da so iz zmago vzeli, je pač na etapi, ki je imela 130 km pa 200 višincev, 240 višincev, ti v njih 30 gramov, čist nič ni pomagal. Jaz sem šel pole računati, še malo zajajam, če je sploh kakšna prednost ali pa ne za 30 gramov. Najprej je treba povedati, da so, če kdo ne ve, vzeli zmago zaradi tega, ker je imela prelahko kolo. Prelahko kolo, ja. 6,8 je bila teža, ona je imela pa 6,7 ali 6,7,8. Skratka, okrog 30 gramov, s tem, da so prvič vagali, je pokazali 50 gramov še drugače, kot so v drugo vagali. Tako da je bilo najbrž zuno vago, kao neki narobe, ker so da mač ta SDX, so rekli, da so vagali kolo in da je bil čez 6,8 težek, ker so oni vagali z njihovo vago. In mi je tako polka malo veste več, kako kolesarstvo. No, vzeli so ji ne sam zmago, vzeli so ji nastop na Giro, sploh ne sme več voziti. No, sej. Groza. In pol, ko vidiš pač, kako se to dogaja, pol vidiš, da
Italijanka je zmagala, pol je zmagala še ta drugo etapo. Jaz mislim, da so oni sam čakali, da bo kaj za je in so vedeli, da če ne bojo ji vzeli takoj neki, pol bi ona zmagvala pač še naprej, tako je pa zdaj ta Bolcano ali Bolcamo ali kakorkoli, je zdaj zmagala 2 etapi in jaz mislim, da je bila to pač taka orang kuhna za to, da Italijanke pač več dobijo in to je to. Ker, tudi če ji vzamejo prvo zmago, da te diskvalificirajo zaradi tega, ker ni praktično nobenega plusa, razumem, so pravila in jaz sem šel tudi pač pol pravilnik Ja, pa se v bistvu pogledat. bi mogli kaznovati ekipo, a ne se ni ona si pripravila Ne, kolesa. samo je v pravilniku je tako, da bi jo pač, da ima UCI podlago, da jo pač lahko Ja, seveda jo ven ima, ne. izdelke Ja, seveda jo Ja, ima, vem, ne. samo to je dost, mislim, Ja, to bi lahko velikrat. Meni bi prej bilo unga, ki je unga takrat po glavu užgal, bi bilo mi bolj logično, da ga mu prepovejo dirkati 10 dirk, kar pa njej. A veš, kaj je unga, ki ga je kar užgal po glavu en. To je bila ena. No. Ampak bi mi bilo prej to, da nekdo nekoga užge sredi dirke po glavi, bi mi bilo bolj logičen, da ga diskvalificirajo, pa mu rečejo, ti ne smeš, ne vem, 5 dirk voziti ali pa ne smeš toliko časa voziti, kukor pa da ti zato, ker si imel prelahko kolo 20-30 gramov. Zraven so pa še pomisleki, če je to sploh res bil toliko lažji kolo. Pa ja, pravila so za vse, to velja, ampak ni ona si kolesa pripravila, nisi ona kolesa zvagala prej, pripravili so ga ekipa, pripravil ga je serviser. pa ziher ni imela prvič tazga kolesa. Se Ja, to pravi, je pa še najverjetneje, da je imela isti kolo, ki ga je imela eno dirko prej. tako da, ne vem, meni je, pač to mi je vse tako zelo sumljivo po neki italijanski kuhanci, tako da mi je dosti žalosten, da si to pač zdaj še vedno dovolijo. Tako da ja, mi je kar... Ja, škoda, pa itak se ve, da je ona res, kar se tiče med šprinterkam, če jo pogledaš tudi, kako je zmagala šprint daleč, ne, ni zdaj ona zmagala šprint. 5 metrov je dobila, je bilo lufta, kao. Ja, Tako so ja napisali. mislim, kar oran, ki je pa za cel kolo, a ne. Tako da, mislim, ni zdaj to, da je ona zmagala nek fotofiniš, pa bi, ne. Ja. Ja, jaz sem gledal, pa bi ne imela pač v šprintu ni bilo čisto nobenega benefita, se pravi za teh 30 gramov, ki je pač bil kolo kao prelahek. V celi etapi ne bi imela pa benefit 0,3 sekunde. Ma ja, se to vsi vemo, če sploh bi bilo karkoli. Se to se ve, da nekje je glih, Tako da, ja, ta teža ni na koncu tista, ki odloča. Mogoče na kakšen klanc, pa da bi bil šprint, pa bi rekel, da neka teža lahko odloča tiste, tako kot si ti rekel, a ne, koliko lahko kakšne sekunde odločajo, nekje drugače pa kle. ja. Ne, sej, tako kot si rekla, pravila so za vse, ampak so pa določeni primeri, kjer bi jo lahko pač neki kaznovali, tako kot je bil ta primer. Zdaj lahko bi načeloma tudi zmagal, zdaj da so dali pa prav ven iz Gira, zaradi tega je pa tako malo. To pa ni glih, no. Meni je malo tumač bilo. Tako da je to žalostno, da so si to prvošili. Ja, to. Čak, jaz moram iti še en korak nazaj. Pozabil sem še reči, da tale kolesa naša, ki se prodajajo, se pravi Legend se prodaja za 105 opremo za 3500, imamo small pa medium velikost, z obroči Data Swiss A 1800A. Pol se pa prodaja še moj bike, je pa frame only 2450, z Dura Aceom 4600, z obroči ured pa 6400. Se pravi, komplet bike 6400, tako da če kdo hoče imeti nov superbike, jaz si bom kupil sam drugo barvo, ne bom čist nič drugega, ampak sam drugo barvo sem si zamislil, tako da evo, to je to. Kva greva zdaj še na... Ima se, može se. Zakaj? Dej, greva zdaj še na moški Giro. Aj Ja. tebi kaj, tako, da ti je res ostalo v spominu. Ja, itak. Najde, povej. No. Kaj? Vingegaard, ki kušuje balanco. Ja, ok, to je. Še... V bistvu mi je pa najbolj od celega Gira, če pa se malo neham hecati, ostalo v spominu zmaga Kusa. Kakor namaram vizme, delač res namaram vizme, vedno manj imam rada, potem v Giru še manj, ampak Kusu sem pa prvo šla to zmago.
In ja, lepo, da je zmagal, dober je zmagal, tudi pokazuje, da se vrača počasi. Dolg časa ga nismo videli, no, tako, saj ne v ospredju, a ne, da bi zmagoval, se deluje svoje, ampak ni bil pa med zmagovalci, tako da mislim, da tudi njemu je to veliko pomenilo. Pač videli smo nekaj spet, da se je malo dogajalo. Tako da meni je bilo to, recimo, če gledam iz strani Gira kot nekem dogajanju, med moškimi niti ni bilo nekih pretresljivih dogodkov, pa da bi rekla, da je bilo nekaj toliko, da nas je kaj presenetilo, no. Mene ni noben presenetil, mogoče noben. V bistvu tudi ta top 10 je bilo kar to, kar so se mi pogovarjala, ne, so bili noter med prvimi 10, vse tisto, kar Mene je Gal, jaz ga ne bi dal med prve 3. No ja, On se je pelil zelo je, no, v redu. sigurno je presenetil, ampak ni mi pa spet on je že imel te momente, ki je imel dobre, zdaj sem malo bila skeptična, da bo on to zdržal cel Giro, ampak je zdržal, skozi se je v bistvu pelil enako korektno, enak z Vingegaardom v nekih enakih zaostankih, tako da očitno je letos kar v dobri formi. Ampak bi pa prav rekla, da sem pa spet toliko šokirana, da je pa on bil pa, koga bi pa drugega dala na drug mest, pa ne moram reči. Mislim, pred Girom, ja, jaz sem mislil, da bo Bernal, rečemo, da bo boljši. Ja, meni Bernal je, sem se letos ni še nič takega pokazal, da bi rekla, da bo on zdaj pa boljši. Ja ne, pač na uni dirki, ki je bila prej, bila Romandija, ali ki je bil prej, se ne vem, zdaj se ne spomnim. Je tako, mislim, da je imel eno etapo, ki je kazal neki, da ima spet une njegove pribliske, da bo mogoče kaj bolj se pelil. Ampak ja, je tudi Gal je pač je bil že parkrat top 5, ali ne? Je top 5 bil, ne? Ne vem, po mojem, mislim, meni Gal je že doskrat, ne, se tudi No, na teh Grand Tourih je doskrat bil kar dosti dober, pa pač ni zdržal potem do konca nekako. Zdaj letos je pa kar odpeljal svoje. Mogoče še največji en tak presenečenje oziroma ena novost glih je v Laliju, a ne. Dolg časa je zdržal v roza majci, sicer tudi Giro ni bil tako narejen, da bi bistveno prej lahko že kaj izgubil, pa tudi po taktiki Vizme verjetno se niso glih želeli, da bi prej imeli majico, ampak dolg časa jo je imel, pa do zadnjega je fajtu, še zadnji vzpon, ki je bil, je tudi po šprintu, tako da je res lahko tudi dokazal, da si zasluži pa belo majico. Tako da ja, mene je bil, spremljala sem Giro, nam rekla, da je bil nek presežek Gira, da je bil to sigurno bil meni osebno v zadnjih, bom rekla, skoraj lahko mogoče 8 letih, eden bolj dolgočasnih, ampak ja, sej verjamem pa, da je bil mogoče 2 leti nazaj, pa za drug del sveta, tisti, ki niso mogoče Pogačarjevi fani, pa glih tako dolgočasen ti z Giro, no. Sam tam je bilo edina ta razlika, da je Pogačar delal te razlike, take velike na tolikih etapah in v bistvu je vsi smo čakali, bo to ali ne bo, oziroma je on svoj šov naredil, a ne, kle pa v bistvu pač Vingegaard pa nobenega šova ne naredi, a ne, ker Vingegaard gre, se pač odpele in vsi sam čakamo, da je bo konc, da bo prišel v cilj. Mislim, tukaj se ne morem strinjati, ker se sta oba dva zelo podoben. Pač se je tudi Pogačar je skočil in je pač se odpeljal. Ja, sam ne vem, zakaj se mi zdi, se pravim, da kle je zato, ker je nama, ne, ker smo mi, ja, čeprav tako sem se pogovarjala z kar nekaj ljudmi klele, ki so prišli tudi bivši profesionalni kolesarji in pa včeraj smo se tam na vzponu na Kum pa na Grand Fondu Alpah s kolesarji, kar res kolesarjev pogovarjali. Prav noben ga ni, tudi danes smo snemali za letap, smo se tam pogovarjali z ostalimi, da je res Vingegaard tako, pač enostavno dolgočasen, grozen je s tem načinom. Včeraj je bilo še bolj grozen tam v Rimu, se tudi kamera pol svoje naredi, ne, da so ga tam snemali, ki je 36krat kušnil ženo, pa unge otroke, pa se ne veš pol več, kdo je otrok sploh v tistem naročju njenem, je tudi Vingegaard še eden od otrok. Tam se je glih toliko, da je Nina Joške se je vlegel. Ne vem, meni je pač on antipatičen in konci, ne moram pomagati. In še nobenem se pa nisem pogovarjala o celem Giru, ki bi rekel, da mu je pa Vingegaard ful všeč kolesar, pa da tak tip kolesarja in da mu je ful dobro. Da mu je ful dobro gledati njega kolesariti. Ja, si to imaš
Ampak vse verjamem, da so tudi, jaz verjamem, da so privrženci oziroma nekateri, ki jim je tak stil pa on všeč, ampak verjetno, da je zelo malo takih. No. Tako da meni pač je kar težko to malo gledati na moment tega. Tako da ja, je pa 1, 2, 3 bo zdajle Dauphiné. Danes smo snemali letap in je bil tudi Matej Mohorič tam in sva se malo pogovarjala. V bistvu sva se kar veliko pogovarjala in gre zdajle on na Dauphiné. In če sem ga prav zastopila, je to zdaj ta vikend. A je že res ta vikend Dauphiné? Ja, da sem glih hotel gledati, kako se imenuje, pa se imenuje Tour Auvergne Rhône Alpes. Kaj je to? To se Dauphiné zdaj imenuje. A res ali kaj? Ja. Zakaj pa? Ne vem. Ker gledam, kjer je naslednja dirka in tako, kje je Dauphiné? To je ta vikend. Ja. In se imenuje, jaz sem itak čist pokopil ta ime, ampak ja, no, v glavnem Tour Auvergne pa pomišljaj Rhône Alpes. Tako je zdaj. Ja, se to je Rhône Alpes, to je ta predela, ne Alp, ampak ja, očitno se tako imenuje. Ja, Sexas gre. Ja, to vem, da gre Sexas, ja. Ayuso, Skelmoze, da vidimo še kdo. Only. No, neki se jih bo nabral, tako da bo tole kar zagledati. Iz UAE kao Almeida, pa Torito. No, Pa je pa to, kar se tiče favoritov, je to po moje to. Ja, Johannesen gre, pa tako so šteli od Uno X-a un. Čak, kdo gre pa od Vizme? Od Vizme mislim, da še nimajo. Van Aert pa Armiral sta zaenkrat samo napisana. A Vingegaard pa ne bo več vozil. A ja, Vingegaard ne bo več vozil do Tura. Mislim, da do Tura ne ja, gre ne, to so že rekli, da do Tura več ne bo več vozil. Pol je pa v bistvu dirka po Švici in je samo en vikend vmes, frej, in potem je že Tur štarta. Dirka po Švici, če se začne 17. 24. 2 vikenda sta. Tur mislim, da je 6. ali 7. Ne, Matej mi je rekel, da je samo en začetek. vikend vmes, frej. Tur mislim, da je 6. ali 7. začetek. Se pravi, če je 24. konc, posta 2 vikenda. Tretji. A 3. se začne, čaki Tur. Sigli danes smo gledali, zato ker bomo imeli pri nas 4. event. Ali pa 4. ja, sobota. 4. štarta Tur. Okay. Ampak en vikend je samo vmes frej in potem ja, tako da... Vidim, da Remko ta ni še napisanega, ne na Swiss, Remko ne bo nič vozil več. Tega ne bo več. So rekli, da Remko čakaj, ali ne bi eno kar... Ja, se ta dirka, ne, zdaj ta dirka Auvergne Rhône Alpes Dauphiné, ne, v bistvu je bil prvečih omenjen, ampak tudi jaz nisem vedela, da je to, ja, ampak mislim, da so rekli, da se bo Remko pripravljal in da tudi ne bo več vozil nič, ker zgleda, da se je malo skuril s tistimi začetnimi letošnjimi dirkami in so ga mogli malo bolj pripraviti. Tako so nekako pisali. Okay. Ne vem pa, če bo... Rogla, Novak pa Pogi grejo na Švico, tako da bomo videli. Zdaj definitivno se bo... nekaj mora še povedati. SL9 pride 4. 6. ven. Tako da vsi, ki ste specialized fani, ki vas je kar veliko v tem kultu. Kaj 4. 4. 6. čez 3 dni. Tako da bo zihar na Dauphinéju, ga bojo fiks vozili. Jaz sem se že povezal z mojim maserjem, da bo posnel par videov, tako da boste tudi tukaj videli v živo, bomo imeli na podcastu. Sem mu že rekel, da mora nujno posneti in je rekel, da bo. Tako da evo, vam povem, da boste videli. Video bova dala čez, ko gre na Dauphiné. Ja, gre na Dauphiné, pa gre pa še na Francijo. No, super, odlično. Tako da ja. No, pol res prihaja nekaj novega, saj nekaj, tako da se malo dogaja. Ja, sej me prav zanima tako, kako bo marketinško zapeljali, ne vem ti, če si gledala ali ne, jaz sem gledal tale od Specialized Crux 5, ki je njihov gravel kolo, ki mislim, da ga je zmagovalcem Bounda zdaj vozil, ki je bil ta vikend, ja, možno ta vikend.
In so ful dobro naredili video, se pravi, zakaj so ga tako naredili, zakaj ne, kje so oni plusi, minusi. Tako da mi je bil ful v redu video, ki se vidi pač, da se ne gre sam na pač to, kar sem že na nekih mitingih prej izvedel, ne? Ker smo hodili za te pač od proizvajalcev koles, da ne gledaš nikoli, da je najbolj aero, da je najbolj trd, da je najbolj tako, ampak moraš gledati kot skupek kolesa, ne? Da je ok. In meni je bil ful v redu video narejen, tako da tisti, ki še niste videli na YouTubu, mislim, da pod Specializedom prav Crux 5, ne vem točno kako, ampak meni je bil v redu, tako 12 minut traja, ali pa 15, se ne vem, tam nekje. Tako da, ja. Tako da to. Itak po moje, da je že cela industrija pripravljena zdaj na 4.6., da vidijo kao da Specialized ven, ampak deluje izpeljanka SL8, ki je to, kar smo že videli, tiste fotke, ki so že pokomentirala. Tako da, bolj aero, načeloma pa iste vozne lastnosti, kakor jih je imela SL8. Jaz sem se pa danes vozila z Scottom Addictom RC. Ja. In? Za Dura sem gor, pa mislim, da so bile te Syncros. obroči. Tako pač rekli so mi, da imam ful dober kolo. No, ja. Najprej itak sem imela noge ful lene, zato ker sem imela vseeno malo od včeraj, pa pol smo imeli še en piknik včeraj, pa sem bila malo tako da se mi najprej ni glih vrtelo vse skupaj, tako kot bi bilo treba, pa se mi zdelo, da se na klanc ne gre. Ampak pokaj sem si pa malo noge ogrela, potem smo se po Podblici gor pa dol vozili. Moram pa reči, da je lušen kolo, vice, da je lahek. Tako čutiš ga pol, ker smo se nazaj tudi vozili, je kar nekaj bilo spusta in moram reči, da ja, da res je Y za spuste. Malo pozabiš, ne, ko voziš tako kolo in potem moram reči, da Y za spust res ni. Pač enostavno, sploh ne za nekoga, ki ni dober v spustih. Tako da me je kle kolo presenetil, ker sem se na spustu ful lahko dobro vozila danes za Vračičem pa za Komacem od zadaj. S tem, da je še Korošec od zadaj ostal. Tako da sem imela kar dobro, on je imel malo strahu, ker je padel na Gran Fondo Alpe, ampak tako mi je bilo ful dobro, no. Kar moram reči, da je zanimiv. Da še kakšen drug kolo, da je sproba človek. Že en let si moram govoriti, da moraš menjati kolo. Pa imela sem še tako S-okvir, da je bil res ful majhen in v bistvu je bilo dejansko vse na tem kolesu v nulo narejen zame, še gonilka je bila krajša. Razen ročke so bile ful, ne vem kdo to voz, ta kolo, in so bile ročke ful dol spuščene, tako da sem bila tako, ne vem kdo mal, jaz bi si jih dala za 3 cm više ali pa še več verjeten. Drugače pa ful, lušen kolo, nimam kaj reči. Verjamem, Ja. saj jaz sem Scotta, sem ga vedno pohvalil. Ja, jaz Tako moram da- reči, da tisti, kar sem jaz Scotta, pa vedno na letapu v teh snemanjih dobimo te Scotte, sem imela do zdaj bolj tako neki, ne. Ja vem, sem prej sem vam dal Ja, Speedster, pa tako bolj neki, osnovno. ja, lani je imel Vračič enega Aero, nekega Scotta. Ja, foila. Ja. No, letos smo pa imeli vsi Addicte, tako da razen samo oni so imeli z Ultegram, pa tako niso imeli, sem imela pa še res tazga opremljenega. Ta največji zvezd. Ja, pa še Berkov zid sem imela gor, pa vse. Še to? Tako da, tako da je bil to očitno kolo od nekoga, ki ga nekdo Ja. voz. In je bilo res vrhunsko. Tako da, lej, kaj pa veš, kaj se vse še lahko zgodi. Dobro. Čeprav me pa tudi, moram reči, da zdaj, ko sem šla na kum s tem mojim Y, kar se tiče klanca navzgor, me je kar presenetil, ko ga enkrat pohodiš, pa primaš, gre lepo gor, no. Na spustu je pa bogi. Tako da. Mislim, na spustu je problem, ker je čist drugačen, kakor so ostali Ja, bajki mogo in bi se ga dejansko moraš- z njemu trenirati spuste, se ga navaditi, imeti veliko izkušenj. Za nekoga, kot si ti, Ja. za spuste ni najboljši. Ne, Definitivno. Ne, pa še za marsikoga. Ker ni tako, kot jaz. Ker vidim, da imam, kukor se jaz za nič spuščam, sem še vedno mislim, da v prvih 50%, kukor se spušča, kukor drugih, ker smo se pol iz kuma zdaj spuščali dol. In kar se tiče, sploh moram reči, da ženske se itak slabši, že večinoma spuščamo. Sem se kar dobro spustila, tako da tudi po tistem Makedamu, tako da lej. Bo šlo. Ja,
Bo šlo, bomo še zdržali nekaj časa, pa. Dokler kakšna nova varianta ne pride. Petra še zdaj ni dobila nobene ponudbe, tako da če hoče kdo njen kolo kupiti, ga prodaja in kar pošljete message, da se čim prej Ga bo že prodal. da se čim prej znebi teh jajc. Jaz bom ful vesel, ker ga nam rabo več gledati kle. Ti boš vesel, ko špalec veš, da boš gledal zihar kaj dobrega. Ja. V bistvu slabš ne more biti. Slabš bo edin, če boš servelo ta kupla, to pa vem, da ga noš. Ne, to ga pa zihar. Tako da, evo. To ga pa zihar ne bom, dokler se bo v Vizmi vozil. Pa kakšnega Bianchija tudi ne bom. No, ja. A greva kar na ocenjevanje, imamo 2 bajka. No, pa dajva še ocen 2 Bianca bajka. Čakaj, da jih hitro najdem. Kam si mi poslal? A ti si že jih pogledal? Na Instagram si ti poslal. Aha, evo, najdla. Aha, eden je en tale faktor. Ja. Jaz sem zdaj bolj že padla na to, da malo gledam, kako je slika narejena, pa fotografiran, ker smo nas razvadili za zadnjima 2 slikama in pač je že slika tako slikana, da pol kolo zgleda malo čuden, ker ne ima je to široko kotno, pa iz vrha dol ali nekako, ne vem. Ampak ja, en tak klasičen kolo, jaz če po pravici povem, mi pač malo dolgočasen vse skup. Sicer pač kolo, lep pa črn kolo, kolo, vse gre relativno dosti skup, ampak tako dolgočasno, no. Če ne bi bilo še zraven te varije pa bidonov not, bi mogoče vseeno malo lepši izgledali že, ne, bi potem takoj dobil še en drugačen občutek. Sicer malo SPV, ki vedno ga komentirava, ampak ne vem, meni je malo dolgočasen. Za dodelati, pač nekaj spremeniti, ali jaz bi, ne vem, trak, sedež se da tudi drugačno barvo. Ja ne, jaz bi ga, tukaj je tudi čisto dolgočasen, ker je kolo, pač sedež unga čisto navaden, lahko črn, pa ima sam spoden del, malo poblešči ali pa nekaj tasga, glede na to, da je ta napis tak mavričen, lahko je ketna, mavrična. Ne vem, jaz bom dala 8. Okay. Ja, jaz, kar se tiče samega kolesa, tako po komponentih je top, ima tudi Carbon TI, karbonski verižnik, pa ima tele, mislim, da ta hude skope gor, odberka sedež, OSPV, tako da pač ja, kle na tem kolesu že težko daš kaj, da bi bil kolo boljši. Če pa gledam iz vizualnega vidika, pač meni ta bajk so jih imela že več, ja, ne vem, ne potegne mi toliko, ampak se strinjam s tabo, jaz pač kle ta varija, pa te bidoni gor, to, joj, dajte to dol, zgleda 5krat lepš kolo, brez tega gor, ki ga slikate, da ga ocenva. Tako da iz mojega vidika jaz bi mu dal tam ene 8,5 do 9, ampak sam zaradi teh bidonov pa varije mu dam 8 isto. Ampak drugače pa vem, da je zihar hud bajk, da se dobro pele, tako da ko vem, kdo ga ima, fajn se voz, se vidimo, če ne prej na klubskem izletu in ja, drugače pa prid kaj na runde. Bajk je zihar hud, tako da se mi zdi, da sva midva bolj kaj hud bajk, bolj za stroga pri ocenjevanju. Ma ne, bajk je hud, dober pa verjetno mora biti dosti lahek, pa vse skupaj, ampak če pa ocenjujemo izgled, kot izgled je pa dolgočasen, vse sam to. Noč, evo, oba dva se dala 8, greva na naslednjega. Ampak zdaj, ko pa tega naslednjega vidim, pa samo ne vem, kaj ne na tega dam. Dober sicer verjetno tudi dober kolo najvrš, ne? A je to 5? To je 4 z Duracom in v obroči z tako torbico s trakci spodaj, da mu še malo šušlja zadaj. Ja, kolo, mislim, jaz sem to že stokrat pojala na tak, zdaj ne vem, to je, ko bi bil že potovalno, vse meni to pol zgleda, ne, ta torbica od zadaj.
Jaz lahko pokažem, enkrat bom prinesla res klele, v kakšni torbici imam jaz vse zapakirano noter, se pravi en TPU zračnico, en ključ, pa bombico z telim adaptorjem in v kakšni torbici pa še vse ostalo, no pa še en povoj, pa vse bom prinesla pokazati in to imam lepo v žepu, v zadnji in nimam ničesar takole od spodaj pod sedežem, ker meni to enostavno na današnjih specialkah, ki so tako lepe pod berkovim sedežem, meni to ne paše in ne zgleda. Ta kolo je itak cel zdaj pisan, vse je pošaran, že tako ima kolo pač to barvo UAE-ja, jaz pač ne bi imela take pač barve nekega kluba kolesa, ampak dober, ta ga ima. Ampak prva stvar, ki bi bilo črni obroči, ne s temi napisi Enve, to pač vozijo v pelotonu zato, da se to vidi, ker oni to vozijo zato, ker morajo voziti, da je to reklama, ampak lepo pa to daleč od tega, da bi bilo na cesti in kogarkoli vidim skole s takimi temi obroči, meni to ni všeč, razen če bi bil čisto črn kolo. Tako da... Že pa bilo grdo. Pa že tisto bi bilo grdo, no, Sorry, ampak... na čisto črn kolo ne moreš do tega gor. Ja, zakaj ne? Pa recimo bil napis, da pol imaš vidim sam te napise na obročih, sploh ne vem, kjer kolo je. Ja, sej, mislim, to ne more biti lepo, no, točno. To je reklama, ki jo vozijo v pelotonu, zato da se vidi, kjer obroče vozijo, ni pa to za nas. Noben mu ni plačal to, da on to zdaj vozi, razen če njemu res to lepo zgleda. To je pa pač... Ja, vem, da juniorjem dobro zgleda, zato ker profi furajo to in pač, ker hoče biti kot profi, pol dajo. Ja, sej pravim, ni pa zato, ker bi izgledal lepo, ampak zato, ker hoče izgledati kot profi, ja. Pač kolo ima gor osnovno opremo, gor se lahko ga še z njemu naredi ogromen, se da z njega dol, pa ogromen se da lahko še na njega gor, tako da smo damo ceno 7. Sej kaj se pa vse dalo gor, pa ti povej. Mislim, jaz vem, da hoče zamenjati kolo, tako da jaz mu predlagam, da ga zamenja. Ne, se heca. Pač bike sem furil, je zelo v redu kolo, za tazga kolesarja, kakor je on, bi mu svetoval, ki ima je, bo tako rekla, malo boljši prenos moči na cesto, ker mislim, da bi se dosti pol bolj špelo, zato ker vem, da se pele v skupinah, kjer se furajo 40 plus in tam pač je ta kolo nažalost počasen, pa me lahko vsi spet spluvate, ampak tako pač je. Tisti, ki ste ga vozili, pa ste šli na kaj boljšega, veste, tisti, ki ga še zdaj vozite, pač ja, boste enkrat tudi ugotovili to. Kar se tiče pa samega izgleda kolesa, spet torbica, lučka, bidoni, pa te pač napisi veliki, tudi nevice zelo dober, moraš res pogledati, zato ker je sonce glih kontra in se ne vidi pač, jaz vem, da Madura je zgor, nevice pa nič pač detajlov, tako da ja, pač kle, kakšni dodatki itd. Bi bilo pač boljš, jaz ga bom tudi ocenil 7, ampak ja, če bi gledal pa še vse tele stvari, ki so gor, pa da bi zaradi tega minus točke dajal, pa bilo pa še manj, tako da ja, evo, z mojega vidika so dala, danes so kar enotna, 7-7. Ja, sej pač sam ti imaš mogoče en kakšen drugačen komentar zraven, kaj jaz. Edin to je razlika. Ja. Tako da... Okay. Jaz se lahko pohvalim danes, sem bil pri Berku, pa sem si vzel nove čeveljčke. A si jih probal? Prepričal. In si jih probal? Ti grejo na nogo? Ja, vzel sem si številko preveč. Eno večje? Ja, tako da upam, da mi bo v redu, kar pa si jih probal? Ja, sem jih probal. 42 so šli tudi gor, sam sem se bal, ko mi kle po širini niso šli najbolj. Tako da zdaj imel tudi jaz končno spet bele čevlje. Tako da ne bom z njimi zlatimi bravo, vozil. se sem te gledala zanč tistih zlatih, pa je nekaj, kva smo ene vijolične štumfel, kva smo v to. Ja. Dubu sem jih zadaril, pa sem mogel dati enkrat gor, pa sem vprašal, če gre to skup. Pa sem dobil komentar, da kao gre z uno modro majico. Sam po mojem pač se glih ne tepe. gre. Ja. Tako da moram eno vijolično majico moramo narediti enkrat tako svetlo, se bi bila lepa, ampak ja. Tako da sem glih danes bil pri Berku zjutraj, bi se pri Andražu.
Pa sem si tole vzel, popravil mi je še košarico za bidon, tako da sem si jih zdaj gor zmontiral spet. Ne, nisi. Ja, sem. Pa če si rekel, da boš mendov, Ja, lej. pa jaz bi si pol naročila. Ja, si lahko še ne naročiš. Ja, pa če rabim zdaj, če dobim vse, pride zdaj. A vidite tega žalostnega otroka? Mene bo to fajn. Ti si nesramen. Dej, a greja zdaj midva naprej Pa daj na ti si ene krampaste, ki gorka posojaš ta kolesa ljudem, da ti vse polomijo pol. velo izlet ta vikend. Kam boste šli? Ja, nikamor. Aha, A tebe ni? ne. Nas tudi ne. Okay, se pravi, 3 vikende zdaj ni velo izleta. V bistvu 2 najprej. 3. A ja, 3, pa je pa že maj tur, ja. 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 Okay. Sončki, tako da veste, velo izleta ni. Mi dva greva na junake vinogradov, se pravi bivši maraton Češnje. Tako da še 3 bojo šli z nama, tako da bo našlo 5. Če pa je bo kdo gre tudi na maraton, pač teli junaki vinogradov ste že prijavljeni in da greste, pa se nam pa priključite, lahko pa se skupaj pelamo. Itak maraton ni tekmovalen, tako da se pelamo lepo, štartekle na Viču in se pele do Ajdovščine, tam je nek postank in potem se kjer ima klet Brda svojo točko, svojo tovarno, proizvodno, se tam pač je potem na koncu zaključek. Ne, ti si kdaj bil to? Jaz tudi ne. Jaz sem si nekako zadala, da bi v 5 letih zvozila vse zadeve, ki obstajajo v Sloveniji. Se pravi, od vzponov do maratonov in to pomeni, da bom pač vsak let nekaj drugega vozila. In letos bi šla tudi, ne vem, zanimiv mi je ta maraton okoli Pohorja, recimo, si ga ful želim enkrat odpeljati, ampak bomo drug let pač, kje na Štajerski konc šli, recimo. Da pa je? Je pa tudi ta vikend. Ta vikend, ja. Se pravim, da preveč je vsega, preveč se dogaja. Še maraton 3 občin je ta vikend. Tudi maraton, a to všel? Ja ne, če me ni. A ja, greš prav na dopust za vikend. Fantovščino imam. A ja, se res. Se res, to si že povedal, bože mili. Ja. A cel vikend jo imate? Ja, v petek štartamo, pa polno delo nazaj. Ja. Aha, kam pa greste? Pa, secret location. A ja, dobro, ja, da nam prišla nevesta slučajno tja. Ok. Se res, ko sprašujem, budala jaz. Ja, tako da pač zato ne bo tudi velo izletano ta vikend. Ja. Je pa tudi se ne vem, kakšno bo vreme, ker se malo tako spreminja, no. Ampak drug vikend gremo na Franjo nedelja in bo v soboto bomo naredili eno aktivacijo. Lahko pa tudi naredimo še eventualno, če ne vem, bi kdo šel na izlet. Ampak ti boš tudi na Franjo, tako da verjetno na v soboto šel na izlet. Tako da soboto samo eno aktivacijo naredimo in to je to. Ja, v soboto gremo v gym, zato da pa lahko Ja. takval na delo. Prav. No. Zdaj je bilo dobro to soboto. Se bomo imeli še malo sestanka prej. Ti moraš, to šlo v smrt. ti moraš nas pripeljati okoli, vse. Ja, sej, se bom čakal. Pa vse nas moraš pripeljati. Pa ja, Tako moraš peljati, da nas boš vse. Sej ti už itak prva odpadla. Ti už tam, ko bomo šli od Vrhenke naprej, tam proti Logatcu, ti ne boš mogla držati zadaj. Ti se už sama pripeljala. Pa sej fora je, da se peljamo skupaj. Pa sej mi se bomo, tebe nov. A daj pa če ti sred. Se moraš še ostale nas počakati. Pa no. ja, sej bom, no. Sej veš, da tkava je to problem. Fajn se ga nažri tole, ta vikend, da še en teden mrtev. Zadnji boš komod držala. Sej Sej bom. nikoli na Franji ni bil tak problem, da se zadnji, no ja, ajde, prtep je, ampak se bomo mi pol zmatrani. Moraš dodati, a ne? Ja, se bomo mi pol zmatrani, pa boš pa loh. Pa bom pa lahko jaz na Ferangi, Ja. ko ste vi zmatrani. Ne, na Ferangi noviš to. Ja. Ne, ja, veš, da ta velike Franje sploh še nisem šel nikoli odpeljati, tako da jaz že komi čakam, ko bo tako, si jo bom vzel bolj kaj izletek. Vse tako je tudi namen, da si jo vzamemo, sicer ja, unika smo, vsem šipkejši, ja, je veliko ravnine na vsaki Franji, se bomo mogli malo bolj pomatrati pa potruditi, pa tudi na klanc. Nekaj smo že naredili plana, kako bomo šli,
Malo tudi na te računamo, da nam boš pomagal, ne da nas boš zjel vse, ampak da nam boš pomagal in tudi s kakšnimi idejami. Ker imaš izkušnje vse s tem. Jaz dober, glavo dol, pa to je to, pa gleda, da se kdo vate ne zabije. Ja. Sej ni neke znanosti. To je v planu, zato da tudi pokažemo, da se da prideti okoli. Pa ja, pa sej. Mislim, da folk malo preveč komplicira, sej vsakmu se lahko kaj zgodi na Franji ali pa na kjermukoli maratonu. Jaz ste točen to, glede na to, jaz tudi vedno... Pač noben ni glih za to, da bomo mi tam... Jaz sem bila tudi včasih zelo kritična do teh pacov, ampak zdaj, če tako črto potegneš, štarta 1000, 2000, ne vem, Letap 1000, Franja 2000, ne vem, 500 nekaj tazga ljudi, tudi polimaraton ima veliko zasedbo in jasno, da če že vidimo unih, ka 150 profesionalcev dirka pa padajo, ne, kakšen je procent, polno čudenega, da jih tudi tukaj pride do pacov, ne. Zdaj, tako da... Ne, se mi zdi, da ta največja težava, vsaj tako, kaj jaz zdaj vidim, zato smo tudi naredili te beginner rides, pa smo mogli zdaj odpovedati to sredo in naslednja je glih se pravi naslednji teden, mislim, da je. Tako da tisti, ki se hočete iti zapeljati, tako pa da vam mogoče kaj povem, kako se držati, ker najbolj glavno na kolesu, vsaj zdajle, kakor vidim, je, kako se folk drži, pa koliko je živčen. Pač ta najbolj pomembna stvar na kolesu je, da nimaš zaklenjenih komolcev. Ker imaš zaklenjene komolce, ker greš karkoli pit, vijugaš po cesti in je vse narobe. Ker avzicaš, ne moreš zaradi tega, ker nisi stabilen, poln stvari je, ker je pač čist narobe in bolj, kad to vidiš, greš sam stran od tega človeka, ker veš, da bo podaril ziharenga. To je ta prva stvar. Ta druga stvar pa kaj je, nikoli te ne zanima, kaj se dogaja za tabo. Kar je za tabo, če se kdo zabije vate, verjemen, je toliko majhna šansa, da se boš razbal. Arne, a poslušaš? Da nima res nobene veze. Tako da gledaš naprej, če se s kom pogovarjaš, gledaš naprej, če se kdo zadere, nisi kapes, da bo takoj se obrnil, ampak gledaš naprej in to je to. In če bi to folk dojel, bi bilo pol manj pacov in sta samo dve pravili, ki nista neki wow, ampak ja, folk ni pozoren, se pogovarja, gleda malo levo desno. Zaklenjeni komolci za začetnike so pa največji minus in pač to se mora vsak navaditi. To ni tako, da boš, ne vem, se vozil en teden, pa boš rekel, zdaj pa nimam več. Pač ne vem, jaz na začetku sem po moje rabo 1 let, da sem se konstantno gledal, pa sem pač imel skrčene komolce. Tako da pač, ja veš, folk gre pa... Imamo pa to naravno, da se že v začetka tako držimo. Bogomolka, da je tišina. Pač tako, to vidim, ker sem dost z kakšnimi začetniki in pač ja, se vidi, se tudi tukaj na rundi vidi, se največkrat se vidi, da ko gre avto nasprot, pa oni, ki se ne vozijo sploh dost v skupini, pa tako vsakič trzne. Pa kaj trzaš, če gre avto nasprot? Kaj da je prvič, ne vem, vidiš, da gre avto nasprot tebe? Zdaj smo imeli enega, ki je ves čas gledal nazaj, ne, in pa sem mu pa rekla, pa kaj ti gledaš nazaj? Pa rekel je, gledam, če bo avto prišel. Se pa kaj misliš, da nas bo bilo nas, ne vem, 12? Kaj misliš, da nas bo kar vseh 12 pokusil, ali kaj? Sej smo skupina, sej nas je toliko veliko, sej glih to je fora tega, da smo. In se nekaj, in ti gledaš nazaj, boš zapel v unga od spredi, te bo katapultiral, te bo z ceste dol. Ja. Pa plus tega, pa vsakeč, ki je pogledal nazaj, je v bistvu zaustal, se on je bil tudi dost od zadnji, a ne skozi glih zaradi tega, da je lahko skozi nazaj gledal in on je zaustal in pa je skozi nazaj preklaplo, a ne. Če bi pa kdo od zadnji za njemu, je pa še njemu elastiko naredil, a ne. In tako res pač ne razumem, se glih to je fora skupine, da se toliko bolj varnega lahko počutiš v skupini. Ja. In tako, kot si ti rekel, edina stvar, najbolj pomembna je to, da gledaš unga pred sabo, pa da, ja, komolci, tudi zadnjič sem glih upozarjala enega spet, ko ga videla sem ga, do zadnji sem ga gledala. Šli smo vsi smo zapeljali mimo enega in edinega tazga kamna, ki je bil sred ceste. Ne, on ga je pa nabal, edini. In zato, ker on ni gledal pred sebe, tistega človeka, on tako levoz. On je gledal, kar radar je bil, kar radar je delala mu glava, kar tako je vrtel, ampak, se veš, o kom govorim verjetno, ne, ampak ne, da bi gledal pa naprej. In zato potem je tudi največkrat do zdaj že imel težavo v skupini, tudi spaci ureta, ne. Ja. Tako da... Radarček. Ja, mislim,
In sem ga opozorila in se sem rekla, da mu sam dobro hočem, a ne, da naj res enkrat že posluša, pa že dolg časa se z nami voz, pa vsi smo mu že to povedali 100-krat, ampak kar enostavno ne. Očitno se slabo počuti, če gleda naprej. Ima občutek, da se bo nekaj zgodilo, če ne gleda ne vem kam naprej. Ja. Sej sem dobil še par takih zanimivih vprašanj, no, ko mogoče tudi kakšni, ki se že dolg časa vozijo, se sprašujejo vsaj Žiga zdaj, ki me je vprašal, pa je šel na Klanc, ga je leto, je šel in na Lipo in na Črnivc, mislim, da je prišel gor, tako da svaka čast, glede na to, koliko je močen, se mu res vidi, pač, da se res pele letos. Ne vem, me je sprašal, rečemo, kako bi se dobro začel spuščati. Pač, včeraj sem se pogovarjal z Duletom, ki je od oči AM Parjatu, ki se tudi vozi iz Dolske runde naprej, pa že z mojim stricem se je vozil, pa z očetom smo debatirali malo. In pač, da se dobro spuščaš, je samo to, da pač eno je praksa, pa je pa teorija. Ne? In prakso mislim, da vsi poznajo. Pač gledaš, za teorijo poznamo. No, teorijo. Ja. Pa, ki je v praksi, ne, pa čist drugače. Se že postavaš se drugače na kolesu in to se moraš pač sam čim več voziti in pač, ja, trenirati. Pa ne trenirati tako, da greš k budala dol iz hriba, ampak načeloma greš počas in pač probaš počas speljati ovink. In pol probaš ga enkrat pa pač malo hitrejši. Ja, dobro pač si je najdeti mogoče en spust, ne, meni vedno, jaz sem eden takih spustov, ki ga recimo me je Mersat vedno na njemu nekako spodbujal, je ta iz Šmarja Sap dola, ne, ki greš proti Grosuplam, ki gremo ob torkih recimo, ne. In to je eden od takih spustov, ki ga v teoriji lahko odvoziš, razen ta prvi oster ovink desen, ki ga najprej naredimo, ne, ki je čist nazaj. No, ampak tega ne moreš brez bremzanja odvoziti, ampak vse od tukaj naprej pa lahko zvoziš brez bremzanja, brez da bi zabremzal v katerem koli ovinku. Ne, ta desen, ki ga greš takoj. A misliš iz Panc dol? Ne iz Panc, iz Šmarje Sapskih, ta Klanc, ta Šmarje Sapski dol spust. Ja, dva ovinka imaš, no ja, pa zadnjega spet, ne, ampak vmes, ne, ta en lev pa en desen, ga moraš pa odpeljati brez da bremzaš, na ta prav način tudi dosti imaš prostora, da si ga lahko vzameš, tudi dosti je široka cesta, da ne boš na drugo stran zapeljal, ker ti avto prije nasprot in ta je eden takih dveh, ne, in imaš in lev in desen ovink, ga lahko zelo dobro sam se odpelješ. Mene so tudi učili, da se zda dobro naučiti spuščati, če se pelje za nekom, ki se ful dobro spušča, res dobro, pa previdno, ampak da on ve, da boš ti za njemu šel. Ne? Meni recimo tako glih Boris Premožič sva parkrat tako probala s temi spusti, ampak je bil vsem prehiter tok zame, da ne moramo pol slediti. Ja, greš par ovinkov, ampak se moraš res ful koncentrirati na njega in če gre za njemu, kako on jemlje, uvinka, ne, iz zunanjosti na notranjost, pa spet iz zunanjosti na notranjost, pol vidiš, kaj je point spusta, ne. Je pa še pol, koliko se upaš, pa kolikrat si padel že vmes, ne, to ti, meni recimo glih te paci so ogromen vzeli. Ja. Meni je bilo edina oseba, ki mi je tako, da mi sledil na spustu, pa da se ne voz velik, pa da vem, da nimam mogoče toliko tega tehničnega znanja, je bil moj bratranc. On je šel, mi da se šla dol iz Lipoglava, v Šmarje Sap, on je bil cel cajt za mano. Jaz sem šel v smrt, on je šel za mano, je prišel dol z slabimi feltnami, z vsem, če primerjam moj bajk pa njegov, sem mu rekel, sam svaka čast. Je šel direkt za mano. Je rekel, ja, pa je mlajši. Pa... Ne, 2 leti starejši jaz. Tako da, ampak, ja. Ne, ja, pa se voz od majhnega na kolesu. Ne, se pravi, on dela kilometrov, ne, zdaj po moje ni bil že dolg čas, ampak takrat jih je delal par tavžent kilometrov. Najbrž ni nikoli padel na kolesu. Pa to ne vem, ampak tako, pač zelo težko je, če jaz poznam samo eno osebo v 30 letih, 40, odkar kolesaram, pol veš, da je zelo težko iti iz teorije v prakso, da pač, ja, da bo eden naredil, ne vem, par tavžent kilometrov, pa se v kar že ful dobro spušča. Ja, no, to je tako. Pač tega... To res, to so kilometri, pa... Ja. Tale training ride, ki sem si jaz zamislil, da bi to delali kar klele na izletih, po moje ne šlo čez, zato ker je pač še dost drugih ljudi, tako da bomo pač probali, ali da bomo štartali mogoče 10 minut kasneje,
ali pa da bomo kjerkoli drug dan. Sam ne vem, kjerkoli drug dan bi še lahko imeli, ker že tako smo zasedani praktično Kaj vse pa, dni v da bi tednu. kakšno rundo ne bi se pretegovali, pa bi rajši delali trening? No, to bom še premislil. Bojo pa za vse, ki ste v klubu, bomo dodali neke te nasvete, pa bom jaz probal tudi kakšne slikce dodati, tako da boste tam videli. Te, ki se meni zdijo pač ta najbolj pomembni nasveti za vse, saj zdaj, ki se te maratoni približujejo, je pač, vem, da je to vse aha moment, ki že vsi pač itak vse veste, ampak ja, pač to je treba v praksi, ki se naredi, je pa malo težji, zato je dobro pač to že prej malo povaditi. Je pa to zelo težko simulirati na cest, ki se veš, ker cesta ni zaprta, je to pač, ja, ne moreš se glih hecati po cesti pa se s tem igrati, ampak bomo probali tudi nekaj za vse, ki ste v klubu narediti. Moram samo še pogruntati, kako, ka ni glih, ja, najbolj simpel. No, Kva, imaš še kaj? ne, po moje je to to. Vse sva napovedala, kam gremo. Že 3 tedne vnaprej sva v bistvu razložila. Jaz ti bom dala še posnetke tele, kar se je malo čez vikend dogajalo, da boš lahko naredil za četrtek. Okay. Hodila sem ja še, v bistvu prej sem ti rekel za posnetek, sem hodila pohvaliti enega Bineta, ker ne vem točno iz kje je. In kum se je vozil pred mano in sem ga mečken izkoristila na ene 2 koncih, da sem malo mu skočila v zavetrje, tam kjer se je dal, je imel en tak dober tempo. Je bil mlajši, pa imel dobro postavo. Ja, ker bil je mlajši. Tako da hvala, Bine. Pač, ja, izkoristila sem, dokler si v bistvu ti držal dober tempo, pa sem pa šla jaz malo naprej. Tako, kot sem že rekla, ker sem se mogoče malo že prej... Ja. Pokazala še. Ja, tole je pa ta lepa kolajna. Ker, se pravim, organizatorji vzpona na kum, bravo, no. Tako. Dobar, se pravi, naslednje let, če gre, moram priti pod 1 uro. Ja, ampak ne boš prišel ti gor pod 1 uro. Koliko je naklon? Average? 10. Povprečen je 10? Pa sploh 10 km 1000 višincev. Sploh grem, ne. V redu Pod je. 8 ne pade. Ja, super, to pol ni za me. To, kar uživite. Sem na lipo, ker mislim, da ni pol toliko strmo, pa je sam par štengic. No, klej je veliko štengic, pa nič ravenga, se pravi, pod 8% ni, pa na koncu je še kilometer pa pol makedama, ki je tako na 14% na ene 2 delih. Tako da. No, s to lepo mislijo vzpona na kun vas zapuščava. Tako da nič, do naslednjič živite na bajku v četrtek, kolesarska kultura, boste pa videli, se pravi, tvoj vzpon na kum, kako smo se mi pohecali na temule Črnivc, Lipa, pa polk smo šli še Alpe odpeljati, pa mogoče še kakšna nova malenkost iz Štecune. Tako da, evo, to je to, do naslednjič, čau. Čau.